Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Kostečnik. Spoštovani poslušalci, dobrodošli in lep dober dan tudi našemu gostu. Kristjan, dober dan. Dober dan. Včeraj je praznik Porciuncule, s katero ste seveda frančiškani najbolj povezani, praznovanje. Kakšno je bilo vzdušje pri vas v župniji Marijinega Oznanjenja, frančiškani Tromostovje? Pri nas so te prazniki zmeraj nekaj zelo izjemnega. Ne vem, to je nekaj, kar ljudje enostavno čutijo v sebi, da je to nekaj zelo njihovega, zelo domačega. Ne? Še sam ta praznik pomeni ogromno ljudem. Že od nekdaj so ljudje hodili za ta praznik in je zelo zanimivo, da tam, ko je Frančišek ta praznik ustanovil, torej ko ga je postavil, on je živel takrat pri Porciunculi, to je tista majhna kapelica tam v Assiziju, in v sosednjem mestu je bil pa papež Peruggi, ne? In je odšel tja k njemu z eno tako zelo zanimivo idejo in mu je rekel, a bi lahko ti meni dal en popolni odpustek. Ne? To je takrat pomenilo, v tistih časih so odpustki pomenili, da so ljudje plačevali neke vsote denarja, večje dobi odpustkov. Ne? Torej, bilo je to da se izbrišajo kazni za grehe. Ne? In so seveda ljudje si to kupovali na veliko in so na ta način potem ljudje gradili cerkve. Recimo, mi imamo v naši Sloveniji kartuzija narejeno, so cerske škofje plačali, ne, vse to za te odpustke, ne, da so oni se s tem plačali večno življenje, ne, na ta način so takrat to verjeli, pač eno dobrodelnost so s tem naredili, ne, in s tem so se potem oni čisto na takšen pravni način so tako verjeli, da na ta način tudi Bog trguje. Ne. In Frančišek pa je tam rekel, ampak jaz pa bi rad en odpustek za ljudi, ki so revni, ki nimajo nobenega denarja, ki nimajo nobene gotovine ali česarkoli že, da bi lahko oni, ali nobenih materialnih sredstev, karkoli že, da bi prispevali, da bi gradili te naše bazilike, naše cerkve. In papež ga je samo gledal nekaj časa in potem danes bi rekli, to je pa dobra ideja. In je dal Frančišku ta možnost, da vsi tisti, ki na ta dan pridejo in molijo katerikoli že danes frančiškanske cerkve, pa tudi vse posod drugje, ne, da zmolijo vero in da zmolijo Oče naš, ne, dobijo ta odpustek. Kaj pa je za ta odpustek, je pa seveda najeno vprašanje. Ne. Tako in sploh v teh sodobnih časih, ko ne kupujemo več tega z denarjem. Zelo dobro razumemo, ne, da imamo vsi generacijske zaplete, ne, in da so ti odpustki ničesar drugega, kakor očiščenje spomina. Mi ne moramo rešiti ničesar, kar je preteklost, lahko pa rešimo sebe. In če sebe očisti spomina vsega tistega, kar se ti je dogajalo, da prideš do te pravega spoznanja, kdo si ti, zakaj si takšen, kot si, vse te genske zasnove, vse te modeli obnašanja, čutenja, razmišljanja, vse te muštri, kot jim včasih rečemo po domače, ne. Zakaj tako se vede, zakaj na ta način deluješ, zakaj si stalno v nekih čudnih pesimističnih vodah, zakaj stvari enostavno zanikaš, kako to, da ne vidiš stvari, kako to, da si zamerljiv, kako to, da ne moreš odpustiti, da enostavno ne gre naprej, da vsakega žališ, da si ciničen, sarkastičen, da si takšen, pač po naravi to ljudje rečemo. Ne? Pomeni, da si skozi generacije dobil ta karakter. Mogoče tvoj oče bil že takšen, tvoj star oče veliko trpel, prav oče trpel na vem kateri že vojni, ne? In se zdaj ta neodpuščajoči sistem, stil enostavno prenaša z generacijo v generacijo in danes smo mi tukaj in v cerkvi molimo, dragi Bog, lahko ti nam odpustiš vse to, lahko mi to pustimo, očistimo spomin, da bomo lahko mi začeli živeti drugače. Ne? 2. november je nekaj podobnega, ne? Tudi tam molimo za dušo v vicah, ne? Da bi se tem ljudem izbrisalo vse to, ne? Vse molimo za njih, ampak v bistvu molimo zase, ne? Da bi mi zaživeli eno svobodno, drugačno življenje, da bi mi lahko bili ustvarjalni, iniciativni,
da bi mi lahko začeli živeti naše življenje, tisto, kar je nam položeno v našo naravo, v našo psiho, v našo dušo, ne, da mi to uresničimo, da z tega začnemo živeti. In to je najbolj bistveno vsega. Ne. Ali lahko jaz svobodno živim, ali lahko jaz se odločam, kako se bom jaz obnašal, bom jaz tudi zamerljiv, bom jaz odpuščajoč, bom prijazen človek, bom drugačen, ne bom samo ciničen, sarkastičen, zamerljiv, bom lahko odpuščal. To so karakterne značilnosti, kot rečemo, ki človeka zelo globoko zaznamuje in so izjemno prenosljive. Z generacijo v generacijo. Ja. Imamo celo ljudi, ki bomo rekli, da se alkoholizem prenaša, rekli bomo, da se nasilje prenaša, vse mogoče zasvojenosti se prenašajo. Danes se vse to skoncentrirano na naše ljube mobitele, ki so postali jedro vseh teh zasvojenosti, pomeni, kot je nekaj hudo, greš na mobitel, kot je nekaj se vesel, greš tja, kot nekaj iščeš, greš tja, ko hočeš se izobraziti, greš tja, kot je dolg čas, greš tja, ko se hočeš izogniti ljudem, greš tja, sredi družbe, ko ti ne odgovarja, greš tja. Nekomu skušaš sporočati karkoli že sredi največjega dela, imaš čas za njega, ko si zaljubljen si na njem, ko sovražiš in hočeš spuščati te zanimive čustvene petarde si tam, ne? Ko se hočeš znebiti nekega globokega gneva, jeze in besa in sovraštva, greš na to omrežje in spustiš tam vso to jezo, bes in si aroganten in nesramen tam. Vse si upamo tam narediti, ne? Je ena krepka zadolžitev za vse nas, ne, da začnemo o tem drugače razmišljati, da si odpustimo, da ni treba teh internetnih strani več uporabljati samo zato, da izražamo svoj karakter, ki je mogoče velikokrat zelo razbolel, je velikokrat poln konfliktov, velikokrat so noto vsebine, ki jih nimamo radi, ne, ki so mogoče sovražne, ki so nasilne, ki so zlorabljajoče in tako dalje in tako dalje. In ta praznik dejansko nas osvobaja. Zato je ta porciunkula tako pomembna, to je ta majhna cerkvica, ker je Frančišek ustanovil svoj red, in je tem bratom rekel, da naj nikoli ne zapustijo tega kraja in tudi, če jih bodo nagnali stran, naj pridejo nazaj, vedno nazaj, ker je to svet kraj za njih, ker se je tam, to je rojstni kraj vseh frančiškanov, ne vseh klarisov, vseh, ki se imenujemo kakorkoli že po Frančišku. Manjši bratje. Ja, on je tam tudi umrl in je tam to prostor največjega odpuščanja. In hkrati svobode. In svobode, ja, seveda s odpuščanjem vedno pride tudi svobode. Tu se mi postavlja vprašanje, ko praviš, Kristjan, stvari so se nabirale iz generacije v generacijo, ali je mogoče to, kar nosimo v sebi, res spustiti in svobodno zaživeti, ali je včasih potrebno tu spet nekaj generacij, da se stvari izčistijo? Pri nekaj generacij se to ustavi, ne. Zato tudi mi pri vseh teh odpustkih molimo vero. Najprej vera, verujem, dragi Bog, da lahko stopiš v moj svet, oziroma jaz vem, da lahko stopi, dovolim ti, da končno ti narediš nekaj iz mene. Da po vseh teh generacijah, vseh teh zapletov je prišlo do mene in je ta bolečina, ki se pri meni razcveta, ki se je končno jaz zavedam, ne, da nekaj naredim iz tega. Mi imamo družine, kjer se popolnoma degenerira, enostavno se razidejo ljudje in nimajo več otrok in nimajo več priimka in se enostavno, na kmetih to zelo dobro poznamo, ne, enostavno ni več teh ljudi. Ali so se zapili, prodali stvari, ali enostavno niso zmogli, ali so jih drugi odkupili. Enostavno jih ni več, ker se je skozi generacije pletlo vse to in na koncu so tudi kot oni izginili. Njihovega priimka, imena ni več. Mi smo vsi, lahko še imamo svoje priimke in svoje imena, ampak velikokrat smo obloženi z vsemi mogočimi zadevami, ki sploh niso naše.
Mi imamo najrazličnejše ljudi z najrazličnejšimi karakterji. Mi vemo, da so to generacije zadaj, ki so ustvarjali in gnetle to vrstni karakter. Ne? In če ti ljudje še živijo in so jih zadosti ozavesti oziroma nehajo zanikati, da je to krivi samo sosedje, politika, podnebje in gospodarstvo in finančni trgi, ampak da je v njih to. Lahko marsikaj naredijo. In v vsaki družini najdemo tako imenovanega družinskega rešitelja. Nekdo, ki je bolj ozaveščen, ki ga stvari bolj bolijo, ki bolj trpi, ki čuti, da so stvari narobe in on je zmeraj ta rešitelj. Tisti, ki najbolj trpi, bo nekaj spremenil, ponavadi. Ali pa prevzel nase vse breme in potem trpel. Postane grešni kozel, ali pa se naredil profesionalno žrtvo in je jamram pikasi sistem. Ne? Nikoli, jaz sem zmeraj najhujša žrtva, ničesar me nihče ne posluša, nihče mi ne da ničesar prav, se skozi samo trpim in sem grozen. Ali pa ta človek, da iz sebe naredi neko varianto nečesa novega, najboljšega možnega prijaznega človeka, moškega ali ženske. Ne. Ogromno krat se to prenaša preko starševstva. Naši otroci bodo rekli, ne daš mi tega, onega, tretjega. Ne. Naš odgovor, tudi mi nismo tega dobili, torej ne moremo dati. Vi ne veste, kako smo mi trpeli, kakšna je bila naša doba, vi imate pa zdaj vsega preveč. Ampak tele naši otroci hočejo od nas, starši bodo vedno to povedali, natančno tisto, kar mi od svojih staršev nismo dobili. In to je najtežje, ne? In to je najtežje in to je najbolj odrešujoče. Ko daš ti temu otroku natančno tisto, kar je najtežje, sebe začneš odreševati. To je neka filozofija, ki je počasi prodira v naše starševske loge. Ne? Ampak dejansko nikoli meni mama mi nekaj rekla, da me ima rada, otrok hoče, da ti boš mu to povedal, ker če mu ne boš povedal, nekaj mu manjka. Starši reče, se ti jaz to z dejanjem kažem, če pa ti ne vidiš iz mojih dejanj, da jaz imam tebe rad, potem kaj nekaj ni v redu s tabo. Ne, on hoče slišati te stvari. Ne. Spoštovanje. Mi imamo danes veliko tega nespoštljivega, otroci zares imajo težave spoštovati. V šolah imamo vse posod s tem spoštovanjem velike težave. In doma, ne? In doma, ne? In kdo pa jih nauči spoštovanje, naučijo jih starši, ne? Ja, vse ni enostavno. Danes biti starši je res en poklic, ki je najtežje, kar se ga sploh lahko kdorkoli že izmisli. Otroka vzgajati za vso to tehniko in vso to elektroniko, ki je na voljo, ki je tam, ki jo otroci uporabljajo, ki so, ta elektronika je postala njihova mama in njihov oče. Preprosto prilepljeni na ekrane. Prilepljeni so tam, ker v bistvu ta ekran od njih ne zahteva ničesar, samo daje. Nobene odgovornosti ne zahteva nobenega ritma, kdaj moraš, kje moraš, na kakšen način moraš, vedno je na voljo. In vedno daje, in vedno te prebuja, in vedno te v dolg čas, v jezi, v besu, v žalosti, v veselju, vse ti daje. Te nekam uspava v neko obljubljeno deželo, nekje. Ja, v obljubljeno deželo in mi vsi vemo, da je to neka čudna zasvojenost, ki se je samo spremenila, prej so bile droge in alkohol in deloholizem in take stvari, danes je to vse na drugačen način urejeno. Ne? In s tem živimo, znamo mi zdaj to uporabljati na način, da bo to nam koristilo, ali pa uporabljamo na način, da nas zasvaja. In ta odpuščanje na tem področju, ne, pustiti to, da te to ne zasvaja, je danes temeljen molitveni namen, ki ga moramo res vzgajati ljudem. Ne. Molitev to je, da nam pomaga, da pridemo z tega, da se osvobodimo tudi tega. Ne. Naši starši s tem se niso ukvarjali, ne, takrat tega vsega ni bilo. Ne. Danes, kdo se s tem ne ukvarja, se starši sami zasvajajo že z vsemi temi. Najprej je torej na starših. Ja, seveda se pa nočemo mi zdaj starši kriviti, ampak so pa starši zares danes postali nekdo, ki je bolj instrumentalen, kakor je kdajkoli v življenju bil. Ker smo ostali sami, ker smo danes imamo oče, mama in otroci in to je družina. Svoj čas so bili stari starši, trici, tete, vse mogoče ljudje so tam bili, ne, se spomnim, da v naši hiši živelo 20 ljudi, ne, da živi tam brat in žena in otroci, ne, v sreči poročeni, ampak drugače je, vse se je spremenilo, so odvisni res samo od tega, kar je tam.
In iz tega morajo živeti in iz teh odnosov se oni učijo in v teh odnosih oni živijo in to je nekaj najbolj pomembnega za njih. In če se ne naredijo to za najpomembnejše, kje smo potem, ne? Ja, obdani pa smo z vsem mogočimi vplivi. Obdani pa smo in z generacijskimi zapleti, z vsemi tistimi zgodovinskimi, bomo rekli, karakternimi značilnostmi, ki jih imamo, ne, da so ljudje odprti, zaprti, zamerljivi, trmasti, neučljivi, stalno rabijo konflikt, ne more biti brez, ne da bi bili skregani, ne. Do vsega tega, da so potem postanejo čudaški, da vsak zase skrbi, da odhajajo, prihajajo. Vse to je tam. In vse to je lahko neka globoka bolečina in tistih, ki je najbolj čuti, je ponavadi rešitelj, ne, če se seveda tega, da ponavljamo, zave in loti potem, ne? In loti tega na drugačen način in začne res živeti. Sobotno oddajo Za življenje spremljate. Pater dr. Kristijan Gostečnik je danes na prvo soboto v avgustu gost. Govorimo o odpuščanju, torej tudi v napovedniku smo rekli, ali si zares znamo odpustiti. Ko takole gledamo življenjski lok, ko človek pride do neke modrosti tudi in starosti v 3. življenjskem obdobju in gleda morda na svojo pot, reče, tule pa res sem nekaj zgrešil, tule pa niso bile te stvari v redu z vzgojo, z odnosi in ima zato tudi občutek, velik občutek krivde lahko, ne. Danes se marsikateri stari starši ubadajo s tem, težko vprašanje je to zanje, zakaj otroci ne hodijo, recimo k maši. Velikokrat smo tole odprli tudi že v naših oddajah in čutijo, da so storili neko napako. Kako si to najprej pogledati na to in si tu odpustiti, da lahko zaživimo, ne? Človeka, ki pride okrog nas, ne, in pripoveduje vse te mogoče in nemogoče krivde, ne. Ja, krivda je nekaj, kar nas velikokrat zelo globoko obremenjuje, ne. Nekaj, kar smo naredili v preteklosti, pa nas še zmeraj vleče nazaj, nas je še zmeraj sram, da smo to naredili, se počutimo krive, ali pa smo jezni, smo besni, smo žalostni zaradi tega. Krivda je nekaj, kar je samo lahko največja spodbuda. Staršem vedno rečemo, v redu, ne, vaš otrok je zaplezal vse z vsemi mogočimi, od internetnih stvari do drog, do alkohola, do danes je promiskuiteta tu in rezanje in motne hranjenje, vse to. Staršem bom vedno povedal, vi niste krivi, da se je on odločil za ta način reševanja svojih problemov, ne. Boste pa, če ne boste tle vstopili not. Ker on kliče vas na ta način. To je klicanje starševstvu, da se začne aktivirati, da se otrok ne more sam pomagati in da ne more sam zlesti ven in postati funkcionalen. Ja, seveda recepta ni, na kakšen način vstopiti v to noter. Ni recepta, ja, hvala, ni recepta, vsak ima svojega in ga mora najti. Zato je to starševstvo res tako težko, ne. Ko omenijo stare starše, kaj bodo vse rekli, kaj vse bi mi naredili drugače. Prav, lahko danes začneš delati drugače. Preteklosti mi ne moramo spremeniti. Preteklost je del preteklosti in je tam in je nikoli ne bomo spremenili. Prihodnost ne vem, če imamo, ne. Imamo pa sedanjost. In če imamo sedanjost, imamo tudi prihodnost, kakor je pač vsakdo izmed nas ima, kako pravi, da je v zvezdah, ne. Zdaj to odpuščanje, to je en tak temeljen stavek, odpustiti sebi, ne.
A si lahko odpustiš najprej sebi, da si delal najboljše možno glede na spoznanje, ki si ga takrat imel. Ali da si naredil nekaj narobe, ki te je še danes sram zaradi tega. Kaj se lahko iz tega naučiš, da bo drugače? To je znamenje modrosti in zrelosti. Ne? So ljudje, ki odpuščajo hitro. So ljudje, ki nikoli ne zamerijo. So ljudje, ki zbljuvajo vse ven in se obrnejo okrog in gledajo okrog sebe, zakaj so jim ljudje sploh kaj zamerili. Saj oni so samo povedali resnico. So ljudje, ki držijo te zamere tedne in leta in iz tega naredijo celoten poklic. Rečemo full-time job, ne. Naredijo polno službo iz tega. Vsak dan se spomnijo, kaj se je njim narobe naredilo. In kako so jih ljudje prizadeli in kako oni ne more živeti. Ne. Tu smo blizu tega jamram.si. Ja, jamram.si. In ti ljudje zelo trpijo. Drugačne karakterje so. Ne. Ko starejši postaješ, res, da ljudje z modrostjo se potem jih kakšne zadeve, ki so jih pred leti tako še silovito prizadele, ali pa so se zdele izjemno pomembne, brez njih se sploh ni dalo živeti, so zdaj postale nepomembne. Rekli, kaj pa je danes res pomembnega? Danes vemo, da so pomembne, da se imamo radi, da živimo v lepem odnosu in da imamo vsega dovolj, več ali manj, skoraj vsi, ne, da rečeš, kaj pa je v tvojem življenju res pomembno, zakaj ti res živiš. Ne? Lahko se ukvarjaš s krivdo, zamero, lahko pa si ljubeč človek in rečeš, v redu, jaz grem skozi življenje in bom takšen tudi ostal. Lahko zjutraj ostaneš in najprej razmišljaš, kdo je tvoj sovražnik, komu se moraš zamaščevati, kdo je tisti, ki se ga moraš izogibati, komu bi bilo treba nekaj reči, temu je treba še tole povedati, točno to bo tisto, kar bo zaleglo, zdaj pa jaz vem, to pa je mogoče način, kako bom jaz prišel do njega. Tega se izognem, s tem se ne ukvarjam več. Nima smisla, da se grem to in ono in tretje. Ali rečeš, kdo pa jaz želim biti danes? To odpuščanje. Ne? Kdo pa jaz želim danes biti ta dan? Pustiti vse to, ne? Odpustiti to, kar se je meni včeraj dogajalo in zaživeti jaz moje življenje. To je ta odpustek. Lahko jaz svoje življenje danes živim. Ali moram živeti, kaj se je meni včeraj zgodilo, kdo me je prizadel, kdo me je pohvalil, kdo me je občudoval, kdo me je imel rad, kdo je meni postavil na pedestal, kdo me je ponižal, razžalil, sramotil, bil aroganten do mene, mi krivico naredil. Vse je res, da smo odvisni od vsega tega, ampak ali si ti tisti, ki zjutraj ostaneš in rečeš, dan se bo moj dan, res moj dan ali pa ni, ne? In to odpuščanje je tisto odpuščanje vsakega dne. In to, kar ti pripoveduješ, je zelo, zelo res leti ljudje začnejo drugače razmišljati in reče, v redu, kaj je res pomembno, zdaj, da jaz uresničim, da imam jaz z mojimi otroci lepe odnose, ne? Da imam jaz z mojo ženo lepe odnose, da imam jaz sodelavci lepe odnose, da imam jaz v službi lepe odnose, ali je bistveno, da čim več zaslužim, kariero uredim, svoje projekte izpeljem. Kaj je pomembno v življenju, ne? V različnih razdobjih različno, za različne ljudi zelo različno, ne? In vse skozi je tle zraven to odpuščanje. Kaj pustiš, zakaj se odločiš? Včasih celo rečemo eno tako zanimivo filozofsko misel, ne? Katere bitke se greš in katere ne. Najprej se odločiš, kje se sploh splača boriti in kje se sploh ne boš boril. Ne? Ljudje, ki imajo to modrost, je zelo v redu. Ne? Se lahko racionalno odločijo, s čim se bodo ukvarjali in s čim se ne bodo ukvarjali. Spomini so zelo premočrtni. Če pa otroke mi naučimo njega osnovnega sočutja, da je to naša najbolj globoka premočrtnost, potem jih res vzgajamo za demokracijo in za lepši jutrišnji dan. Ne? V času dopustov govorimo o odpuščanju. Z nami je pater dr. Kristijan Gostečnik. Torej, odpuščanje
če se spomniva zdaj še enkrat na svetega Frančiška, ko je prišla ta njegova spreobrnitev, ne, je bil ta božji dotik. Zdaj, to se pač vsakemu človeku ne zgodi na tak način in mogoče z voljo doseže, da reče enkrat, danes pa je ta dan, ko pustim za sabo in skušam zaživeti, ampak iz dneva v dan je težko, to je treba pa ponavljati. Drugače ne gre. Ja, ta Frančišek, ta Porciunkolo včerajšnji dan, nekaj je bil njegov, imel eno zelo močno filozofijo in teologijo in miselnost in četenski svet njegov je bil zelo božji, njega res stopil Bog, ne. On ima celo tam neko prigodo, ki pravi popolno veselje. Kaj pa je popolno veselje? Ne? In zanimivo, kako on to da nadaljuje. Popolno veselje ni to, da bodo vsi teologi začeli zdaj govoriti o Bogu na pravi način, da se bo ne vem koliko ljudi spreobrnilo. To bo vse fajn, da je to, ne. Pravim pa popolno veselje, če jaz grem sredi zime, premražen in let mi že tehle dežnih kapljic, ki se počasi zmrzujejo in že ledene sveče visijo iz mene, pa pridem pa potrkam na vrata, samo stane in reče, bi me prosim sprejeli in tam odpre nekdo in reče, ne poznam te, prosim, da zgineš, ker si berač, razcapan, pravi, in da nisi jezen, besen na tega človeka, to je popolno veselje. Da ti, kljub temu, da ti ljudje karkoli že počnejo, si ti še zmeraj človek sebe. Tale naša mati Terezija je tole nadaljevala, ne, to je tista znana njena zgodba, ko je tam srečala enega otroka, ne, ki je umiral od lakote in ga nesla k peku, ne, in rekla, prosim, če daš temu otroku kruha, da ne bo umrl, in ta pek je samo zagrabil notranje vse silnice, napil, ne, in pljunil to sestro, ne. In ona je gledala njega in rekla, no, hvala, to si dal meni, ne, to je očitno dar zame, daj prosim še otroku kruha, da ne bo umrl, ne. To je zdaj ta odpuščajoči popolno veselje. Pomeni, da kljub temu, da karkoli se ti že dogaja, da ti ostaneš res ti, da nisi odvisen zdaj od vsega tega, kar se je naložilo tebi, ne. A to neodpuščanje je res, da pustiš, da gre, ne. Še imamo eno staro prigodo kmetu, ki je imel starega osla, ki mu je padel v vodnjak in vodnjak je bil suh, ne, in kmet se je razjezel in malo je bil robusten, ne. In je rekel, nima smisla, da z tega osla ven vleče, itak je star, ne, pa še vodnjak je treba zasut, ne, bom naredil pa eno delo, 2 deli na isti. Na en mah. Na en mah. In je začel metati zemljo noter na tega osla. In vedno, ko je ta osel dobil tisto porcijo zemlje, se je stresel in tako, in je šel čedalje više in končno je osel šel van iz tistega vodnjaka, ne. Pomeni, streseš iz sebe dol, ne, vedno se ne da. Ja, vedno se ne da in je včasih zelo težko, ne, in vedno se ne da gojiti tega popolnega veselja in vedno se ne da reči, to si dal meni, ne, ko je najhujši zločinski stavek, ne, ali pa takšen čutenski, ne, ko v bistvu hočeš reševati življenje in nekdo te tako globoko poniža, razvrednoti in osramoti in ognusi, bomo celo rekli, ne. In reče, v redu, to si dal meni, kaj pa lahko zdaj daš temu mojemu prijatelju, za katerega pa se jaz borim do življenja. To je svetniško, Kristjan. To so te svetniške zadeve, ne, in ti so nas zgled. Sej ne moramo mi tega narediti kar tako, ne, ampak je pa tako fajn, da že vsaj razmišljamo v to smer, ne, in včasih nam potem kakšna taka ideja, kakšna taka misel nas res v kakšnih težkih situacijah malo prebudi. Pride tam nekje iz zadnjih delov možganov. Zakaj ne bi jaz naredil nekaj zase, ne. In to poskrbeti zase, narediti nekaj zase je to. To ni zdaj, da sem reči ne, pa biti aroganten, pa reči nikomor več ne bom služil, pa
nihče več me ne bo izkoriščal, pa jaz ne bom nikomur več prihajal nasproti, če ne bom videl, da imam jaz nekaj od tega, da so ljudje spoštljivi. Ja, to je ena stvar. Druga pa je, jaz bom ostal jaz. Je pa res, da je to ena naivnost lahko tudi not v tem, ne. Lahko je tudi torej, prizorišče in omogočanje, da te vsi izkoriščajo potem na ta način, ne. Ampak ljudje, ki hočejo v življenju nekaj doseči, grejo res premočrtno, grejo naprej. Niti se s tem ne ukvarja, kdo je z njimi in kdo je proti njim, ne. Ampak če so toliko močni, da grejo naprej, potem se bodo zmeraj ustvarili tudi neko ekipo, ki jim bo pomagala, da bodo šli dalje. Če se za nekaj žrtvujejo, da bodo šli naprej. Je pa seveda jasno zelo dobro premišljati in kaj, s kom, kje, kako, ne, če nismo mogli svetniki in karizmatiki, ne, če imaš to karizmo v sebi, potem se s tem res ne ukvarjaš, kdo je proti in kdo te ima rad in nima rad in zakaj bi te morali vsi imeti radi in bi te morali imeti in vsi bi te morali priznati, ne vidiš, da delajo dobro delo, delaš in ljudje se ne znajo s tabo ukvarjati in ne prepoznajo tebe kot dobrega človeka, ki hočeš samo dobro vsem ljudem. Zato so takšne poletne razmišljanja, dopustniške, ki so prav fajn, ki samo te ideje letijo in čutenje preplesavajo v naših glavah. Ampak včasih je fajn se ustaviti pa reči, kako je živim, s kom je živim, kdo so ti ljudje tukaj okrog mene, kaj jim jaz dajem, kje sem, zakaj sem tu, kaj odpuščam, če se ne odpuščam, kaj mene zmeraj ovira, ne, katera stvar vedno znova pride do mene, da jaz ne morem naprej, ne. Včasih rečemo, da so kakšne temne skrivnosti, ki jih nosimo v sebi, stalno nas vleče nekam, ne. Nekaj nas stalno vznemirja, ne. Kakšne take tabu teme, kakšne skrivnosti, ki jih imamo, da ne moramo biti zvesti, iskreni, ker nas skozi nekaj nažira, nekaj zasvaja, nekaj vleče na stran in ne moreš biti ti, ker te to ne dovoljuje. Temu rečemo po domače neodpuščanje. Nisi še spustil tega, nisi še s tem opravil, ne, to te še zmeraj vleče, ne. Se pravi, imeti tudi en cilj, da ni potem ta dobrota res neka naivnost, s katero te drugi obračajo. Če veš, kam hočeš in kaj želiš doseči. Če si alkoholik, potem skozi razmišljaš o tej flaši, ne, si popolnoma nesvoboden. Če si zasvojen z internetom, potem skozi samo čakaš, kje boš dobil ta telefon, da pogledaš, kaj je na njem. Ne? Če si zasvojen z čemorkoli že, ne? Če pa to, kar ti govoriš, rečeš v redu, kje sem pa zdaj jaz? Kaj pa jaz hočem v življenju narediti? Plus zraven vsega tega ali s pomočjo vsega tega. Ko sva prej govorila, Kristjan, o tem, kaj prinašamo pri generaciji v svoje življenje, ne, je velikokrat lahko takole v miru razmišljati, kaj bi rad naredil, ne, ampak ko pa pridejo vsebine iz našega, ne vem kje, ne, pa spredaj tudi amigdala naredi svoje. Boljše nisi mogel povedati, te zadeve so avtomatizmi. Tako. Enostavno, ko te nekdo stopi na žul, je hudo, ne moreš da takrat razmišljati, kako še tole mene boli. Ja, ampak recimo... Kako bi bilo fajn, če bi me malo manj bolelo. Ta zgled svete matere Terezije je bil ravno tak, ne? Ampak ona je to imela, tam je zadaj prava dresura, bomo rekli, ne. To je pravi trening v tem, da vsako jutro, ko se prebudiš, ona tam molila 1 uro pred Najsvetejšim, da je to sprogramiralo dan. In ko je ona v tej milosti živela, je drugače.
Zaljubljenci živijo na ta način. On je sprogramiran od zjutraj naprej, narod lahko počne glih karkoli, on razmišlja, o njem, o njej. Ne? In te ljudje, ki so s kakšnimi idejami tako prepleteni, ko hoče svoje kariere, so tudi s tem lahko, ne vem, kaj že ljudje okrog njih počnejo. So primeri tega, ne samo zasvojenosti in take, ampak kako sebe v bistvu urejaš, na kakšen način gojiš to svojo notranjo higieno. Ne? V samostanih imamo vsako jutro to molitev, saj kakšno uro prej pa maša, pa to ne, da nas to uredi, ne vem, če bi brez tega se lahko samo razidemo, ne? Ker nima smisla, da se v tej krizi, vseh teh duhovnih vrednot in krizi vere in vsega tega sploh se s tem ukvarja, z vsemi temi zlorabami in zločinskimi zadevami, ki se pripisuje cerkvi, časih so res in tako dalje. Ne? Zakaj bi se s tem ukvarjal, če nimaš tam zjutraj res eno krepko meditacijo in programsko vsebino, kaj delaš tisti dan, s čim ti hočeš v tem dnevu prinesti Boga ljudem, na kak način boš ti skrbnik Božje prisotnosti ta dan. Če tega mi zjutraj nimamo te moči, da nam Bog to res vstopi v naša sredina in nam to da, je zelo težko živeti. Ne? Je nemogoče, isto je za zakonce, za družine, vse posod, za vsakega človeka, ki se mora na neki način, kakšni ljudje sploh spati ne morajo, pa se vso noč razmišljajo, pa drugi želijo narediti nekaj drugače zvečer, imajo neko svoje spraševanje vesti po domače. To je nujno, da naredimo. In da se to držo v sebi gojiš, potem je drugače. Potem te stvari manj presenetijo, ker kot govoriš, itak te, to so avtomatizmi, če si jezne narave, se ne treba dozati, nekdo razjezi, če preklinjaš, je lahko karkoli, da začneš. Ne? Če grdo govoriš, sploh ni problema, da ne bi nekaj takoj naredil. Če takoj zameriš, se ni nujno, da nekdo te malo drugače pogleda in si tam. Če si stalno prestrašen človek, se vedno bežiš. Ne? Nosiš to v sebi. Vse to nosiš. A se da to razrešiti? Ja, odpustiti in izpustiti to z molitvijo se da, z enim takim, bomo rekli, programsko usmerjenostjo, vsakega jutra, da rečeš, zakaj jaz danes hočem živeti. Ne? Mi imamo velikokrat zjutraj te molitve, da bi vsem ljudem, ki jih bom srečeval danes, da bom prijazen, da bom prinašal veselje, da bom prinašal Boga, da bom prinašal nekaj novega, drugačnega. Ja, se naravnaš. Se naravnaš na vse zgodaj zjutraj. Danes govorimo o oddaji za življenje, o odpuščanju in rekel si, Kristjan, da tudi to osnovno vprašanje v času počitnic, dopustov, kdo sem pravzaprav, pride na vrsto lahko, ko takole imamo več časa, ležimo na plaži ali pa kjerkoli drugje. Danes se zdi, da je marsikdo, človek nasploh, tudi glede tega vprašanja zbegan, da si lahko v resnici pogleda vase in reče, kdo pravzaprav sem, pa pogleda na to s tem, da si lahko odpusti in reče resnično, ja, kdo sem v svojem telesu. Tudi tu so danes, recimo, ko spremljamo zdaj te dogodke v olimpijskih igrah, in vprašanje o tem, kdo sem že po spolu,
Ja, to je zmede ogromno. Ogromno zmede. In vendar, če pridemo mi nazaj k naravi, vemo, kdo smo in kaj smo. Ne? Kako pa priti nazaj k naravi? Ja, tako da sebe začutiš. Kako pa sebe začutiš? ko se malo urediš, ne se veš. Ne? Zdaj je tok te propagande, ker te skupine, ne, ki so drugačne, ne, so izjemno močne. Ti so na vsakem koraku bodo bolščali, ne, in bodo propagirali to in bodo imeli vse fleše, vse povsod in bodo na veliko s temi panoji, Agenda, s temi ne? agendami, ja, in s temi jumbo plakati bodo prihajali na plano. Ne. Pa jih je par procentov, ampak ker je takšno kričanje v teh ljudeh, takšna bolečina, srečam, ne. Da zaradi tega kričijo na vse grlo, da bi jih nekdo slišal. Ne. Nam ni treba kričati, moškim in ženskam, če si moški in si ženska in živi svoje življenje umirjeno. Ne. Če v tebi ta grozovita bolečina, potem samo krišči in bolšči ven iz tebe. Ne. In dejansko pride seveda te skupine na takih prireditvah zelo do izraza, seveda, zaradi tega, ker tam je njihov oder. Tam je res oder kričanja. Jih vidi cel svet. Ja, je oder kričanja, ker hočejo na neki način ne se osramotiti, ne. Čeprav je to res tudi to, ne. Ampak na neki način pokazati, da potrebuje ta svet, ne, in pomaga, ker se oni sami ne morejo pomagati, ne. Tega res je ogromno, ne. Mi imamo, kakor na eni strani proslavljamo te naše vse mogoče olimpice, ne, in igralce in tekmovalce in tekmovalke in atlete in seveda smo veseli in srečni in jih v bistvu podpiramo in so z nami, se otroci, mladostniki identificirajo z njimi in seveda to so znamke in reklama in vse to, ne. In dejansko oni se prislužijo s tem garanjem in trpljenjem in treningom in disciplino in vse to, kar imajo tudi talent, seveda. Ogromno tega. Vse posod se pa seveda navesijo tudi ostale zadeve, ne. Tudi to, kar je bilo tam upamo, da ne bodo tudi na koncu, ko bodo zapirali olimpijske igre, tudi naredili kakšno tako sceno, ne, kjer v bistvu dobesedno osramotijo sami sebe, ne. So stvari, ki estetsko tja naspadajo, ne samo da žalijo čustva religioznih ljudi in vernih ljudi, ne, ampak so stvari, ki enostavno tja ne spadajo. Vendar je pa to kričanje v teh ljudeh tako ogromno, da to naredijo, ne. Pa se to ni samo sodobnost. Sodobnost pač ima tehniko, ki lahko to pokaže, ne. Saj imamo že v Jezusovem zgledu Judo Iškarioto, kaj pa je on naredil, govoril. Beremo o njem vse skozi, kaj pa beremo o njem na križu, ne, ki je tam sramotil Jezusa. Kaj pa beremo o farizejih, o Svetem pismu. Saj imamo vse povsod te jumbo plakate, ne, kaj so ljudje vse počeli, ne, v življenju. Samo se mi zdi, tisti so bili posamezniki, zdaj tu želi pa tu stvar postati neko družbeno gibanje. Ja, vsi trudijo, ampak to so še zmeraj manjšine, ne. Vejo, da so manjšine, ne. Naš odziv, ne? Naš odziv je pomemben. Naš odziv je pomemben, tiho, ne smemo biti v teh stvarih, ne, zaradi tega, ker ne smemo neki manjšini dovoliti, ne, da nas z njihovimi vrednotami ali nevrednotami preseže naravne vrednote, ne. O tem govorimo, ne. Ja, konec koncev pa, če ostaneva pri tem bistvenem vprašanju, da če se vsak človek res iskreno vpraša, kdo sem in išče tukaj notri, bo verjetno imel dovolj dela sam s seboj. Do konca življenja, ja. Ja, in pravzaprav to želimo zdaj vsem, ki nas poslušate, spoštovani poslušalci, ob tem drugem delu dopusta, tudi za starše, ko se bodo počitnice iztekle proti septembru, da bi tu našli še dovolj moči, dovolj časa za druženje s svojimi otroki, da bi kakšno lepo družinsko vzdušje ustvarili kljub vsem izzivom z najstniki, ne? Kristjan, kmalu pride nova knjiga prav o tem. O tem upam, da spregovoriva prav kmalu. Izziv najstništva je velik, sploh v današnjem času, ob vsem tem, kar sva govorila. Za danes pa iskrena hvala za tale pogovor, za vse bom rekel, kar optimistične smernice, ki nas lahko popeljejo proti koncu poletja. Ja, vse dobro. Vse dobro.
In prav tako vse dobro vam, spoštovani poslušalci, če se vam je ob poslušanju porodilo kakšno vprašanje, komentarje, seveda vsak stavek dobrodošel, pišite nam na za.življenje@ognistce.si in skušali bomo že v prihodnji oddaji pokomentirati in odgovoriti. Torej za.življenje@ognistce.si. Za življenje.